Lep pozdrav strani NAKVIS-a na letošnjem posvetu ob objavi pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe. Urnik samega posveta se je nekoliko spremenil, in sicer bomo imeli, so se spremenili nekoliko razporeditev predstavitev, namreč po predstavitvi doktorja Južniča, ki bo ob 13:20 do 13:35 bo sledila predstavitev gospe Damjane Vovk iz oddelka za izobraževanje, razvoj in svetovanje pri Nacionalni univerzitetni knjižnici, potem pa bo sledila še moja predstavitev o pomenu pravilnika za strokovnjake NAKVIS. Zadnja predstavitev gospoda Janeza Juga z Fakultete za družbene vede pa ostaja, tako da jaz bi v bistvu zdaj, potem seveda, čemur pa potem sledijo še vprašanja in diskusija. Jaz bi ta hip prepustil besedo najprej direktorju Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu, doktorju Franciju Demšarju. Ja, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem udeležencem posveta, povezanim z visokošolskimi knjižnicami. Zelo sem vesel, da se vas je toliko udeležilo, tako strokovnjakov, predstavnikov visokošolskih zavodov in tudi knjižničarjem, ki delate na visokošolskih zavodih. Mogoče čist par osnovnih besed, zakaj je do tega pravilnika prišlo in kakšna povezava ima z akreditacijami, z postopki NAKVIS-a, Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu. Kar NAKVIS počenja v svojih evalvacijskih in akreditacijskih postopkih, preverja, presoja različne standarde oziroma še širše, da ne gremo po standardih, po področjih presoje, recimo pri visokošolskih zavodih, standarde povezane s kakovostjo, standarde povezane z organizacijo visokošolskega zavoda, standarde povezane z študenti in standarde povezane z materialnimi razmerami. Znotraj materialnih pogojev za delo je eden ključnih elementov so ravno knjižnice. In seveda knjižnice, kot vsi vemo, še najbolj pa naši govorci danes seveda niso več to, ko so bile svoj čas, ko so na roko pisali ali kasneje tiskali, prešlo je v povsem druge oblike, v elektronske znanstvene revije, v knjižničarje, ki so usposobljeni ustrezno, da lahko pomagajo študentom, v cel kup elementov, ki je pomembnih za to, da je knjižnica res služi študentom, da je res taka, da je za nek študijski program, visokošolski zavod, ki ga preverjamo, ki ga presojamo, primeren. Pred leti je Ministrstvo za kulturo dalo pobudo, da bi pravilnik o knjižničarstvu, o knjižnicah, ki različne tipe knjižnic, od splošnih, specialnih do tudi visokošolskih knjižnic, da bi pregledalo pogoje, kdaj naj delujejo, kdaj naj bodo vpisane v razvid. Mi smo se vključili v tem, našega sodelavca, zunanjega strokovnjaka, profesor Južniča vključili in potem sodelovali aktivno pri pripravi pravilnika, ki bo na nek način omogočal nekaj let uvajanja, da strokovnjakom ne bo treba več preverjati različnih pogojev, ali knjižnice ustrezajo pogojem knjižnic za visokošolski zavod, ampak bo to naredil NUK in še marsikatere druge podatke dal o tej knjižnici. Tako da se sprejetje tega pravilnika, ki je sprejemanje trajalo kar nekaj let, se zelo veselimo in seveda se veselimo tudi uvajanja v delo in s tem dviga kakovosti v slovenskem visokem šolstvu. Hvala še enkrat za udeležbo. Zdaj pa k besedi vabim gospoda Marjana Gujtmana z Ministrstva za kulturo, ki je ključno pripomogel k sprejemu tega pravilnika.
Lepo pozdravljeni, a se vidi tole moje? Ne. Se vidi moje? Se vidi, ja. Se vidi, aha, fino, ja. Takole. Lepo pozdravljeni z Ministrstva za kulturo. Tokrat torej pozdrav v visokošolskem okolju. Res je, na Ministrstvu za kulturo smo pred časom, se pravi z novelo Zakona o knjižničarstvu, ta je bila sprejeta 2015, kot veste, s katero bistvena sprememba te novele je, da so šolske knjižnice se izključile iz javne službe knjižničarske in so seveda postale podpora izobraževalnemu sistemu. No, v prehodni določbi pa je ta novela tudi naložila ministru za kulturo, da pripravi tudi pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe. Sicer je bil tam rok postavljen seveda v 2 letih, vendar knjižničarska dejavnost je kompleksna dejavnost, vključuje številne deležnike, torej tako bi rekel strokovnega področja, kot seveda tudi z finančnega področja. Tako da imamo kar nekaj, da tako rečem, avtonomij, s katerimi se sovpadamo pri pripravi predpisov za področje knjižničarstva, od, bom rekel, strokovne avtonomije, preko avtonomije lokalne samouprave, pa seveda tudi do avtonomije univerze. Tako da vsi ti vidiki so bili nekako, smo jih vzeli seveda v obzir, zato so bila potem v nadaljevanju, ko so bile neke predlagane rešitve že dane, potrebna še številna usklajevanja, da smo nekako pripeljali besedilo pravilnika, ki je sedaj objavljeno do konca. Pri sami pripravi tega pravilnika smo oblikovali na ministrstvu delovno skupino, posebno delovno skupino s sklepom ministra, ki je pač koordiniral to delo priprave pravilnika. Največjo pozornost pa posvetil predvsem vsebini splošnih knjižnic in nacionalni knjižnici, pa tudi specialnim knjižnicam, za katere je pač ministrstvo pristojno. Medtem ko za področje delovanja priprav, torej podlag za pogoje delovanja visokošolskih knjižnic, pa je Nacionalni svet za knjižnično dejavnost leta 2019 torej imenoval posebno delovno skupino, ki jo je koordiniral in vodil danes že torej imenovani profesor Jušnič. Tako da je v bistvu predpis nastajal na podlagi eminentnih, bi rekel, strokovnjakov z vseh področij, z vseh vrst knjižnic, ki so svoje delo zasnovali na, bi rekel, najnovejših strokovnih priporočilih in standardih za posamezno vrsto knjižnic. In s tem pač nekako želeli s pravilnikom pripomoči k profesionalizaciji, večji profesionalizaciji knjižnične javne službe, da bi knjižnična mreža na Slovenskem bila kakovostnejša in tudi predvsem pa seveda način, oziroma smo imeli pač uvid, da izboljšamo dostopnost knjižnične javne službe uporabnikom. Na eni strani, na drugi strani pa seveda, da financerjem knjižnic omogočimo neke objektivne osnove za financiranje in seveda tudi v okviru realnih možnosti. Zdaj, pregledano je bilo kar precej gradiva, različne analize, različne statistične primerjave, zlasti temeljito je bila opravljena analiza pravilnika o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe, se pravi prej veljavnega iz leta 2003.
Sproti so bile tudi delane še raznorazne, torej poizvedbe analize na terenu. Pri sodelovanju ali pa pri pripravi raznih podatkov je seveda velik del pripomogla Nacionalna knjižnica, tako da seveda se Nacionalni knjižnici za vse to tudi zahvaljujemo na tem mestu. Obenem pa smo seveda, torej kot rečeno, usklajevali tudi z drugimi deležniki pri pripravi tega gradiva, tega pravilnika, se pravi tako z ustanovitelji kot tudi s financerji. Od torej pristojnega ministrstva za visoko šolstvo do Nacionalne knjižnice, NAKVIS tudi in tako dalje. In seveda reprezentativna združenja občin, ker pač splošne knjižnice, delovanje splošnih knjižnic je pomemben del, vsebinski del tega pravilnika. Tako da torej izdelane so bile tudi številne simulacije predlaganih minimalnih številčnih vrednosti v času postopka, tako da smo primerjali, pregledali. Gospod Gujtman, se pravičujem, samo slajdi se ne premikajo, tako da v bistvu ne vidijo udeleženci, vidijo samo naslovni slajd. Aha, kaj moram pa zdaj? Mogoče samo še enkrat, če date share screen, pa date tisto, da delite ekran v zgornjem levem oknu. A še vedno isto? Če mogoče začnete vrteti, mi še vedno vidimo isto, kot smo prej. Isto je. Ja. Marjan, dajte News Share, pa kliknite na tam, kjer imate odprto kot prezentacijo. Stop Share, pa News Share, pa tam, kjer imate odprto prezentacijo. Tam, kjer je čez cel zaslon odprt, ne delovna verzija. To se pravi, share screen še enkrat dam. Tako. Pa tole, ne? A kaj boljš? Zdaj ni nič. Zdaj je delovna verzija. Zdaj se tole niti ne premika. Zdaj se pa premika, zdaj pa vidimo, da premikate. A zdaj pa se premika? Ja. V redu to? Ja, zdaj v redu. Se opravičujem, nisem. Skratka, če nadaljujem, v delovni skupini je pač pregledano, torej so pregledali številna gradiva, številne podatke, ki jih je v veliki večini pripravila Nacionalna knjižnica. In v pač samem postopku priprave tega pravilnika so bile izdelane na podlagi teh podatkov tudi številne simulacije, torej kako pač, ali pa vizualizacije, kako bi stvari izgledale na terenu, kajti namen pravilnika vsekakor ni bil zmanjševati kvaliteto knjižnične dejavnosti, nasprotno, namen je bil seveda povečati. Sodelovali smo seveda tudi z javnostjo, tako strokovno kot splošno javnostjo. Bili sta dve javni obravnavi, ena leta 2020, druga leta 2021. No, na prvi obravnavi smo prejeli preko 450 pripomb različnih deležnikov, tudi iz visokošolskega okolja. Odzvale so se vse univerze, NAKVIS, Nacionalna knjižnica, Filozofska fakulteta, tudi visokošolski sindikat in tako dalje. Potem smo veliko časa posvetili tudi medresorskemu usklajevanju, ker veste, pristojnih ministrstev pri sprejetju tega pravilnika je več, vsaj ministrstvo pristojno za visoko šolstvo, ministrstvo pristojno za finance in seveda ministrstvo pristojno za lokalno samoupravo. Tako da tudi na tej nivoju je potekalo usklajevanje. Nazadnje pa seveda
tudi težko in naporno usklajevanje službe vlade za zakonodajo Republike Slovenije, ker je pravzaprav na podlagi katerega je potem nastal ta čistopis pravilnika, kjer smo seveda morali iz pravilnika, bi rekel, odstraniti tiste vsebine, ki jih je sicer predlagala stroka, vendar niso bile utemeljene oziroma niso imele podlage v zakonu. Tako da marsikatera določba, ki je sicer delovna skupina ali pa delovne skupine so jo umestile v pravilnik, morala na podlagi teh nomotehničnih in pravnih izhodišč, je bila umaknjena iz besedila, iz predpisa. Zdaj, cilj predpisa je tisto, kar določa zakon, se pravi 36. člen, minimalne številčne pogoje za obseg in izbor strokovnega knjižničnega gradiva, strokovne delavce knjižnic ter prostor in opremo. To je izhodišče in pa tudi tisto, kar pa ni številčno, so določbe o organiziranosti knjižnične dejavnosti. Tako da gre seveda za minimalno raven knjižnične dejavnosti, kar je tudi že na začetku tudi pravilnika navedeno, da vse tiste knjižnice, ki dosegajo oziroma presegajo to raven, morajo ohraniti doseženo raven razvoja oziroma ga nadgraditi oziroma graditi dalje na podlagi standardov. Tako da sam predpis ima 8 poglavij, 69 členov, preštel sem 25, nekako je merodajnik za visokošolske knjižnice, in sicer po 2 člena v splošnih določbah in skupnih določbah, potem seveda samostojno poglavje visokošolske knjižnice in pa potem še člena v zadnjem delu pravilnika pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev ter prehodni in končni določbi. Pravilnik ima v bistvu še 6 prilog, kjer so navedeni pogoji, kazalci in pa zahtevane vrednost ter stopnje izpolnjevanja. Zakaj smo se odločili za ta način, da smo pač te pogoje nekako oblikovali v priloge, zaradi tega, ker bo v praksi verjetno prišlo do korekcij, takšnih korekcij, pri samih pogojih, izpolnjevanju teh pogojev, in vsekakor je z normativnega vidika lažje spremeniti prilogo, kot pa seveda sam pravilnik. Zdaj, kot rečeno, 2 določbi za visokošolske knjižnice imamo v poglavju splošne določbe, 2 v skupnih določbah, to so čist v povezavi s knjižničnim gradivom in pa z prostorom in opremo na splošno, in veljajo te določbe za vse vrste knjižnic. Poglavje visokošolskih knjižnic obsega člene 42 do 50 in te bodo seveda v nadaljevanju predstavljeni, bo predstavil verjetno profesor Južnič, in na koncu seveda samo še ugotavljanje izpolnjevanja pogojev. Knjižnica izpolnjuje pogoje 36. člena takrat, ko izpolnjuje najmanj zahtevano stopnjo izpolnjevanja pogoja. Če pogledate seveda v priloge, ta stopnja izpolnjevanja ravno zaradi neenakomerne razvitosti knjižnic na terenu ni povsod 100% in še vedno dopušča, bom rekel, neko korekcijo navzdol. Da seveda podatke zbira nacionalna knjižnica, ki bo izdala navodila, o tem verjamem bo gospa Damjana kaj več povedala, in pa da seveda je posledica tega pravilnika tudi nek, rečem, pravni akt, in sicer je to
odločba o izpolnjevanju pogojev, ki jo bo izdala nacionalna knjižnica, najpozneje 18 mesecev od uveljavitve tega pravilnika, ki je bil torej uveljavljen 18. marca 2023, torej nekako septembra 2024 do septembra 2024 nekako je čas, ki ga predvideva pravilnik, ta rok. Seveda pa se bo preverilo stanje za preteklo leto, se pravi za leto 2023. In pa seveda, da je pomembno, da je prenehal veljati prejšnji pravilnik, razen za pač področje ali pa poglavje šolskih knjižnic, ki bodo dobile pa torej svoj pravilnik, ki ga pripravljajo na pristojnem ministrstvu. Tako kot seveda je pravilnik podzakonski predpis Zakona o knjižničarstvu, seveda korelacija na Zakon o knjižničarstvu v več členih, 36. recimo 2. člen in še kakšen. In je korelacija seveda pravilnika tudi na pravilnik o razvidu knjižnic, ki seveda določa predmet odpisa, da je pač vsaka knjižnica pravna oseba ali organizacijska enota pravne osebe, ki izvaja javno knjižnično službo, predmet odpisa v razvid, tako tudi med njimi visokošolske knjižnice. Jaz verjamem torej, da je tudi ta predpis, tako kot večina predpisov, kompromis med, bi rekel, pričakovanim, optimalnim in pa seveda tem, kar je zdaj predstavljeno kot minimalno. Spremljali bomo razvoj in izvajanje tega pravilnika in kot rečeno, nič ni večno, če se bodo izkazale torej pobude in potrebe, da se bodo po nekem obdobju evalvacijskem pokazale torej možnosti za izboljšava, bomo seveda k temu tudi pristopili. Tako da se bi na tem mestu seveda visokošolskemu okolju, vsem, ki ste kakorkoli sodelovali, bodisi v delovni skupini, bodisi drugače pri pravilniku, pri pripravi pravilnika, pri tem, bom rekel, res velikem, napornem delu zahvalim. Moj kontakt za kakšna vprašanja, kakorkoli je zelo enostaven, marjan.gujtman@gov.si, tako da sem na voljo tudi za kakšna, bom rekel, vprašanja ali pa probleme, ki bi mogoče nastali pri samem izvajanju tega pravilnika. Toliko mogoče za uvod, več torej podrobno o sami vsebini določb visokošolskih knjižnic pa prepuščam svojim naslednikom. Hvala za kratko predstavitev. Zdaj pa k besedi vabim še gospoda Mira Pušnika iz Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani. Ja, lepo pozdravljeni. Jaz vas pozdravljam tako v imenu seveda naše knjižnice, predvsem pa v imenu Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost, katerega predsednik sem bil v preteklem mandatu, tudi v sedanjem sem pravzaprav in tudi v bodoče bomo na tem panelu spremljali razvoj in uporabo tega pravilnika. Najprej bi se zahvalil NAKVIS-u za tole organizacijo danes, kajti ne le, da je priložnost, da se o teh stvarih pogovorimo, ampak je tudi, bi rekel, veliko priznanje pravzaprav visokošolskim knjižnicam, kajti NAKVIS je očitno prepoznal pomen kakovostnega dela visokošolskih knjižnic pri izvajanju študijskih programov, in to je seveda neprecenljivo. Zdaj, kako je NSKD v to zgodbo vpleten, vemo, da zakon določa, da pač mora minister pristojen za izvajanje tega zakona o knjižničarstvu ta pravilnik sprejeti. Nekako smo ugotovili, da je treba dati vendarle neko pobudo, da se tudi na področju visokošolskih knjižnic pristopi k izdelavi, in leta 2019 smo to tudi začeli. Jaz sem bil tudi član te delovne skupine oziroma komisije, ki to pripravlja,
In moram reči, da pač zdaj po tem upravljenem delu ocenjujem, da je to bilo turišče kar tako bogate strokovne razprave in menim tudi, da je bilo delo seveda strokovno. Se pravi, ključni namen pa je bil ne postaviti neke visoke standarde, a ne, to ni bil namen, ampak vzpostaviti nek minimum, ki bi še zadoščal za kakovostno izvajanje študijskih programov in določi to kot nek okvir za izvajanje javne službe. Kar se meni zdi predvsem pomembno, bi rekel dva vidika, a ne. Ta pravilnik ne posega v raznolikost organizacije visokošolskih zavodov. In ta raznolikost se odraža skozi različne vidike. Odraža se vsebinsko, a ne, odraža se po velikosti visokošolskih zavodov in posledično knjižnic, in izraža se tudi nekako v razvitosti tega knjižničnega sistema na posameznih visokošolskih zavodih. Nekateri visokošolski zavodi imajo to organizirano zelo kakovostno na visoki ravni, medtem ko nekateri še razvijajo ta sistem. In pravzaprav je tudi ta strokovna debata in sam pravilnik na nek način spodbuda tistim visokošolskim zavodom, ki tega še nimajo razvitega ali pa ki so še nekje na tej poti, da pač to še naprej počno ustrezno glede na strokovna priporočila in standarde. Druga stvar, ki je zelo pomembna, je pa ta, ne, da je ta pravilnik prilagodljiv, ne, se pravi, ni neke vrste zelo rigidno zapečen, kot je že kolega Gujtman pred mano omenil, ampak ob spremljanju implementacije bomo seveda morali v prihodnje v strokovni javnosti upoštevati dinamične spremembe pri razvoju visokošolskega knjižničarstva. Namreč razlike med tipi knjižnic se zelo povečujejo, namen in pomen knjižnic je tudi dokaj bistveno drugačen med posameznimi sektorji in pomembno je, ne, da te dinamične spremembe in pa te razlike seveda upoštevamo. Pri našem delu smo upoštevali tudi kompleksnost meritev, a ne, oziroma kompleksnost preverjanja. To je tudi pomemben vidik, kajti pravilnik bi lahko zasnovali na način, da bi sicer imel izjemno veliko število kazalnikov, vendar bi to otežilo po eni strani preverjanje, po drugi strani pa tudi morebiti ne bi dalo prave slike. Tako da moja ocena je, da je seveda ob strokovnem delu in pod kakovostnim vodstvom profesorja Južniča nastal dober dokument, ki bo služil kot podlaga za nadaljnje delo, pa tudi za razvoj visokošolskih knjižnic in seveda najlepša hvala in srečno pravilniku na pot. Hvala za ta lep nagovor. Zdaj pa k besedi vabim doktorja Južniča, da na kratko predstavi pravilnik. Zdaj vidimo. Še malo. Vidimo, ja. Dobro, upam, da bo vse v redu. Zahvaljujem se mojim predgovornikom. Praktično nekatere stvari bom šel na hitro, ker so že sami povedali, nekatere bom pa mogoče dodal tudi neko osebno noto, to mi pač dovolite. Torej, pomen pravilnika. No, jaz bi tukaj dodal še nekaj. Jaz mislim, da gre za, a verjetno nisem edini, da prav gre za najpomembnejši podzakonski, seveda zakon o knjižničarstvu je tisti nosilni, ampak gre za najpomembnejši podzakonski dokument za delovanje knjižnic v Sloveniji. Torej, slišali ste, velja za vse tipe knjižnic, za šolske knjižnice pač imajo drugačen status, seveda niso izključene iz omrežja, ne, kot veste, zakon o knjižničarstvu je imel vrsto novih rešitev, recimo tudi vključitev v COBISS, katerega so se predtem šolske knjižnice kar nekako otepale ali pa samo delno vključevale. So pa seveda določene kot tiste, ki upravljajo javno službo na področju knjižničarstva, vendar za potrebe vzgoje in izobraževanja. Zdaj, zakaj ta zamuda? Verjetno je bilo kar nekaj dela, upam, da bojo kmalu tudi oni uredili svoj pravilnik. To smo že slišali, ne? Da je bil predlog
že od leta 20 v javni razpravi, da so ga dali različni strokovnjaki in tudi to, da začne veljati 18.3. Seveda, jaz bi moral poudariti, da je prejšnji pravilnik bil sprejet, kot je rekel kolega Guzman, pred 20 leti. Predstavljajo se ti 20 let. Verjetno marsikdo od poslušalk in poslušalcev je mogoče bil takrat še v vrtcu ali pa v osnovni šoli. Dobro, mogoče tisti starejši v srednji šoli, ampak to je že bilo kar hudo. Predstavljajte si, kaj se je zgodilo vse v 20 letih. Kakšna je bila knjižnica pred 20 leti in kakšna je danes. To ni primerljivo, jasno, da ni. Jaz sem delal takrat še v visokošolski knjižnici in pa tudi torej končal, vem, kako je to bilo, tisti prvi začetki prave sodobne knjižnice. In že takrat seveda je pravilnik jasno bil z nekim zamikom, ni bil tudi najbolj razvojno orientiran. Konec koncev seveda to je izjemno težko predvideti, kaj bo danes čez 20 let, tako da bo mogoče kdo čez 20 let enako govoril za ta pravilnik, ampak jaz upam, kot so rekla kolega, da spremenili. Omenili smo osnovo, torej kolega Gujtman, 36. člen zakona, torej gradivo, delavci, prostorno opremo, organizacija, sveta štirica, kot jaz včasih povem na predavanjih. Namen pravilnika lahko gledamo različne načine, Jaz mislim seveda, da je bil osnovni namen vendar boljše zagotoviti boljše pogoje za splošno dostopnost in pa seveda razvoj vse knjižnice. Ideje, kolega Gujtman je že nekaj povedal, ideje so različne, govorili smo o različnih pravilnikih. Jaz mislim, da prav, da imamo skupen pravilnik, konec koncev imamo tudi skupen zakon, mogoče smo zaradi tega čakali nekaj dlje, ampak dobro je, da je ta celota slovenskega knjižnično-informacijskega sistema tudi z pravilnikom zajeta. Zdaj, tisto, kar je bilo osnovno vodilo, jasno, primerno znanstveno komuniciranje in informacijskem vedenju svojih uporabnikov. To je bila osnova sprememb. Kaj v bistvu naši uporabniki in uporabnice delajo drugače, kot so počeli pred 20 leti. Zdaj, jasno, ne bi to rad spremenil neko predavanje, kaj se je vmes zgodilo, kako drugače iščejo informacijske vire, kako drugače komunicirajo, kaj počnejo. Teda vsi naši uporabniki, od študentov do jasno njihovih profesoric in profesorjev, raziskovalk in raziskovalcev in podobno. In to so pač zahtevali neke nove rešitve, ki so seveda bile v veliki meri tudi odmik od kvantitativnih kazalnikov. To je pač bilo nujno, ker se tudi kolega Pušnik je omenil te spremembe, ki se tudi nakazujejo med različnimi tipi knjižnic, jasno, zaradi različnih uporabnikov. Tisto, kar bi še omenil, da je prišlo do nekega začetku malo nenavadnega sočasnega dela med delom na standarde in priporočila z visokošolske knjižnice, skupino, ki je vodila dr. Melita Ambrožič. Mislim, da imamo nekaj članov te skupine tudi danes tukaj, ki so precej podatkov zbirali in preverjali, tako da smo lahko te zadeve usklajevali, s tem, da so bili ali so člani in članice bili skupaj ali so pa delovali tako, da smo lahko to zelo koristno uporabili. Potem smo imeli, kolega Gujtman je omenil, veliko pripomb. Veliko je bilo koristnih, niso bile pa vse takšne, moram kar povedati. Mogoče so pa nekaterih bilo predvsem mogoče dva vira nesporazumov. Eno je, čemu je sploh pravilnik namenjen, drugo je pa seveda mogoče preveč. Knjižnice se zelo razlikujejo, visokošolske in univerzitetne. Mogoče je nekdo preveč videl svojo knjižnico in je pač pozabil, da so knjižnice zelo različne. Namen pravilnika je zajet, in to je bistvo, vse visokošolske knjižnice. Torej, to smo že omenili, ta kolega Gujtman je povedal, koliko poglavje, 6. poglavje je naše,
Imamo kazalec, kazalce uporabljamo za kvantitativno in kvalitativno predstavitev dejavnosti. Omenil sem, da je tukaj tako v standardih, kot seveda tudi v našem pravilniku precej teh kvalitativnih, upam, da jih bo še več. Knjižna politika. Izraz knjižna politika je že uveljavljen v slovenski stroki, ni najboljši, ni pa to naša krivda. Krivda je seveda slovenščine kot jezika, ker pač izraz politika, v angleščini imamo, pa drugih jezikih imamo ločeno, imamo politics pa policy, ne. Politika je pač tista politika volitev, politika političnih strank in podobno. Policy je pa seveda neko upravno delovanje, upravno storitev, mi vsem rečemo politika, zato je pač ta problem, ampak jezikovni, ampak lahko razumemo, kaj to pomeni. To je v bistvu, kako se upravlja z nečem. Recimo politika upravljanja knjižne zbirke je izjemno pomembna zadeva. In pa seveda knjižna zbirka kot organizirana zbirka knjižnega gradiva, ki pa, kot vemo, visokošolska knjižnica zajema tako fizično kot tisto online. Zdaj, torej te 4 pogoje za izvajanje knjižničarstva kot javne službe določamo v teh naših številkah od 42 do 50. No, tukaj bi seveda moral opozoriti na, o čem smo visokošolske knjižnice različne od drugih. Pri splošnih knjižnicah je pravilnik seveda osnova za določanje vira in obsega financiranja. Zato je bilo za njih tako pomembno in v bistvu tako boleče, da se je ta pravilnik toliko časa spravil. Čisto enostavno, ne? Tam imajo določenega financerja, to je ustanovitelj, in pa pravilnik pomeni minimalne pogoje za izvajanje knjižničarske službe, torej če financer tega ne, torej če knjižnica tega nima, se pač obrne na financerja, ne? In financer pač mora zagotoviti sredstva za to, ne? Seveda v pomoči tudi državi, ko vemo, da država ima tudi svoje mehanizme Ministrstvo za kulturo za sofinanciranje zbirk. Pri visokošolskih knjižnicah tega ni. Ta pravilnik ni osnova za določanje vira in financiranja. Konec koncev obstaja akademska svoboda, nihče ne more univerzi ali neki akademski ustanovi določati, kaj naj dela, kako ne dela, ne. Je pa seveda glavni uporabnik NAKVIS. NAKVIS pa opravlja, kot veste, to je dr. Demša mi je to po uvodu povedal, pač proces akreditacije in reakreditacije študijskih programov. In to je tukaj bistveno. Torej, da se določbe pravilnika uporabljajo za namen tega, da lahko tisti, ki v procesu akreditacije oziroma reakreditacije sodelujejo, sam sem doživel ene 2, pa vem, kako poteka, da lahko seveda pogledajo tudi, kako je knjižna informacijska služba ustrezno organizirana. Pri tem pa seveda si pomagajo podavčam muka. Jasno, tudi obseg členov za visokošolske knjižnice in tiste za splošne knjižnice ni primerljiv. To je bilo recimo ena najbolj komičnih pripomb, ki smo jih dobili. Če zakaj imajo splošne knjižnice toliko členov, visokošolske pa tako malo. Jasno, ni primerljivo. Splošne knjižnice so čisto drugače določene. Torej, knjižno gradivo. Za knjižnično zbirko potrebujemo pisni dokument o tem, kako se naša zbirka gradi. Izjemno pomembno. Dostopnost do študijskega gradiva, aktivna povezava do seznama študijskega gradiva, o tem nam bo kolega Juk nekaj več povedal. Potem dostop do mednarodne znanstvene literature, zbirk podatkov, prostorih knjižnice in nadaljavo. To pač vemo, da ARIS, prejšnji ARIS, uspešno sofinancira te zbirke visokošolskih knjižnic že dolga leta, ne? In seveda ta del je pokrit in odkrit. Imamo 2 koordinatorja teh dostopa do, torej konzorcijskega dostopa, ne? Potem je še pomembno določilo. Do zaključnih del in objav zaposlenih te zagotavlja odprti dostop. Seveda bi trkal na odprta vrata, če bi zdaj razlagal, zakaj odprti dostop pomemben in kaj to pomeni in pač vse te usmeritve in tudi zakonske, ki se zadnje čase objavljajo.
Jasno, praviloma vemo, da so neke izjeme, če so pač neke zadeve pomembne, ne vem, za varnost države ali kaj drugega, jasno tistega ne bomo dali proti dostopu. Ampak torej vsak mora, a ne, s tem se tudi izognemo tistemu, kar je svoj čas praktično bilo ena od rak ran tudi slovenskega visokošolstva, pa ni to izjema, tudi druge v svetu, predvsem plagiarizem in podobno. Imeli smo en tragikomični primer, ko je nekdo postal minister, pa so pač 14 dni našli, da je magisterij plagiata. To pač jasno, tudi to je stranski efekt odprtega dostopa, ne samo kaj drugega. Torej, merilo, v dokumentu je opredeljena politika upravljanja, izgradnje, razvoja knjižnične zbirke in zagotavljanja dostopa do elektronskih informacijskih virov. Rekel sem, slednje uspešno ARI sofinancira že dolga leta. Strokovni delavci, torej najmanj enega strokovnega knjižničarskega delavca, tukaj niso dodatne številke, torej nekdo mora biti zaposlen, da vemo, kaj je to strokovni knjižničarski delavec, nekdo, ki izpolnjuje pogoje za to, vključno z zadnjim pogojem, bibliotekarskim izpitom. Torej, koliko jih ima, seveda je odvisno jasno od dela in uporabnikov. Potem člen, ki je vzbujal kar nekaj nesporazumov, doktorski študij. Razumljivo je, da na doktorskem študiju lahko pomaga ali pa ustrezno deluje samo nekdo, ki pač ta študij pozna. Torej, ne more biti nekdo, ki nikdar ni se vključil v študij. Seveda govorimo o znanstvenem magisteriju, iz prakse vemo, da znanstveni magisterij pred bolonjsko reformo praktično je bil v veliki meri identičen našemu doktoratu znanosti, pa ne me zdaj citirati, da ne bom koga razburil s tem, ampak to je dejstvo. Torej, mora nekdo, ki pozna ta način študija, ne more delati z uporabniki nekdo, ki ne ve, kaj je to doktorski študij. Jasno, na tistih visokošolskih ustanovah, ki tega študija nimajo, tega ne potrebujejo. To je tudi v svetu veljavna rešitev. V Ameriki, recimo, tudi smo to pripravili, pa smo gledali, koliko imajo tam pač koledži, ki doktorskega študija tega ne izpolnjujejo. Ta zadnja zadeva se mi zdi pa izjemno pomembna. Namreč to, da mora strokovni knjižničarski delavci imeti najmanj 30 ur strokovnega izpopolnjevanja vsaka 3 leta, pomeni prvič, da rečemo, ja, visokošolske knjižnice se izjemno hitro razvijajo. Potrebe po znanjih, novih spretnostih in usposobljenih so zelo velike. Zato mora delodajalec zagotoviti stalno strokovno izpopolnjevanje. Tukaj je bilo tudi nekaj ugovora, jaz mislim, da je to bistvena novost in pravzaprav s tem smo tudi knjižničarskemu, strokovnemu knjižničarskemu delavcu visokošolskih knjižnicah dali nek drug pomen. Prostor in oprema, jaz sem tukaj dal eno sliko, ki sicer meni ljuba, gre za British Library Reading Room, to je ta znana 365 sedežev, ki je Sir Panici naredil, ampak dobro, nisem vedel, kaj narediti kot sodobno, ampak evo, torej, ena redkih številk je prostor. Med nami je kar nekaj kolegov in kolegic, ki so nekaj let opozarjajo, da kako je pomemben pravzaprav visokošolske knjižnice prostor za študente. Torej, to je ta paradoks, na eni strani digitalna knjižnica, digitalna doba, na drugi strani pa hočemo imeti prostore. In tukaj so pač določila, ki določajo seveda različno za, predvsem govorimo seveda o rednih študentih, različno za posamezne ustanove, za univerzitetno knjižnico, NUK in CTK pa seveda spet drugače, ker pač gre za drug tip knjižnice. No, ta 2 člena pa je že kolega Gutmann manj več opozoril, tako da s tem bi jaz mogoče to mojo predstavitev, ki je bila delno tudi osebno obarvana, upam, da to ne zamerite, ampak kot sem rekel, bilo je res veliko dela opravljenega in zmenljivega dela in jaz mislim, da gre za eno dobro osnovo za nadaljnji razvoj visokošolskih knjižnic. Hvala lepa.
Hvala, dr. Južnič. Zdaj pa k besedi vabim gospoda Damjana Vovk z NUK-a, ki bo predstavila, kako bo NUK preverjal določila pravilnika. Najlepša hvala za besedo. Hvala tudi za povabilo na današnje srečanje. Tukaj bi se zahvalila NAKVIS-u. Imam priložnost, da vidim, da nas je prisotnih 136, tako da lepo, da bomo v takem velikem številu naslovili to problematiko. Jaz vas bom zdaj majčkeno probala potolažiti. To, kot je že kolega Gujtman rekel, pravilnik je sestavljen iz dveh delov. Eno je samo besedilo pravilnika, potem pa sledijo priloge, ki določajo, kaj točno se bo ugotavljalo pri tem, katere knjižnice izpolnjujejo pogoje. Že prejšnji pravilnik je bil povezan z Zakonom o knjižničarstvu, ki v 36. členu določa, da izpolnjevanje pogojev ugotavlja nacionalna knjižnica. In to piše tudi v 65. členu novega pravilnika, da morajo knjižnice, nacionalni knjižnici posredovati podatke, s katerimi potem ta ugotavlja izpolnjevanje pogojev. Torej, katere knjižnice so zdaj to tiste? Tukaj govorimo o knjižnicah, ki imajo javno financirano knjižnično dejavnost, torej izvajajo knjižnično javno službo. Pri visokošolskih knjižnicah smo se uprli na sklep o določitvi sredstev za študijsko dejavnost visokošolskih zavodov za leto 2022, ker je navedeno, katere visokošolske knjižnice so sofinancirane s strani države. Seveda pa bomo pozvali tudi ostale knjižnice visokošolskih zavodov, da bodo povedali, ali izvajajo knjižnično javno službo ali ne. Tako da tukaj je pač prvo vprašanje, katere so tiste knjižnice, ki so lahko pri katerih se izvaja ugotavljanje pogojev. Ni nujno, da knjižnica, ki ne izvaja knjižnične javne službe, da gre čez ves ta postopek. Potem drugo je, to, kar je kolega Južnič predstavil, govori sam pravilnik, ampak to pa niso vse stvari, ki jih bomo mi merili. Naprimer, 30 ur izpopolnjevanja na vsaka 3 leta je izjemno dober pogoj, super pogoj, vendar ni opredeljen med kazalci v 4. prilogi. Priloga 4 namreč določa ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za visokošolske knjižnice. Torej, vse tisto, kar ste videli pri prejšnji predstavitvi, niso tisti kazalci, ki bojo vključeni v ugotavljanje izpolnjevanja pogojev, ki jih bo izvajala nacionalna knjižnica. Torej, mi se bomo osredotočili samo na tiste kazalce, ki so opredeljeni v prilogi 4. In to je 5 kazalcev. 2 kazalca obravnavata knjižnično gradivo. Prvo je, kot je bilo že tudi v pravilniku napisano, da vsaka visokošolska knjižnica mora imeti pripravljen dokument o upravljanju, izgradnji in razvoju knjižnične zbirke ter zagotavljanju dostopa do elektronskih informacijskih virov. V tem primeru nam bodo knjižnice poslale povezavo do objavljenega dokumenta. Predvidevamo, da bo javno objavljen ali na spletni strani knjižnice, med dokumenti knjižnice, v katalogu informacij javnega značaja. In mi bomo preverili, ali v tem dokumentu, do katerega nam bodo knjižnice poslale povezavo, so opredeljene vse te postavke, ki jih predvideva priloga 4. To je politika upravljanja, izgradnja in razvoj knjižnične zbirke ter zagotavljanje dostopa do elektronskih informacijskih virov. Po mojem vedenju so se nekatere knjižnice že povezale, da bodo nekako enotno zastavile pripravo tovrstnega dokumenta. Mi pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev bomo preverili, da so zajeti noter vsi elementi. Lahko je to dokument, ki je dolg 1 stran, 5 strani. Važno po tej prilogi je, da so notri zajeti vsi te elementi. Drugi kazalec, ki se tiče knjižničnega gradiva, je dostopnost študijskega gradiva. Tu nam boste knjižnice posredovale aktivno povezavo do seznama študijskega gradiva.
ter podpisale izjavo, s katero boste potrdile dostopnost tega študijskega gradiva. S tem, da kot merilo je opredeljeno samo, da mora biti potrjena dostopnost študijskega gradiva, torej mora biti izpolnjena izjava, da je to gradivo dostopno. Torej, v primeru, da boste vi podpisali to izjavo, je ta pogoj dejansko izpolnjen. Opozorila bi vas še tukajle, pač pri vsakem kriteriju je pač zahtevana neka določena vrednost, potem pa imamo tudi lahko znižano stopnjo izpolnjevanja te določene vrednosti. Pri obeh kazalcih z področja knjižničnega gradiva je ta stopnja izpolnjevanja 100%. Prav tako je stopnja izpolnjevanja 100% tudi pri številu strokovnih delavcev. Pri številu strokovnih delavcev smo imeli pri pripravi na ugotavljanje izpolnjevanja pogojev težave z interpretacijo. Ali tu govorimo o osebah, ali govorimo o ekvivalentu polne zaposlitve. Torej, da ena oseba 100% delovnega časa dela strokovna knjižničarska dela. Tu je zahtevana stopnja izpolnjevanja 100%, kar pomeni po dogovoru z Ministrstvom za kulturo, da bomo merili EPZ-je. Torej, ena oseba mora 100% delovnega časa nameniti za izvajanje strokovnega dela v knjižnici. Tukaj bo knjižnica navedla kot EPZ podatek število strokovnih knjižničarskih delavcev in če bo to število 1 ali več, potem knjižnica to merilo izpolnjuje. Tukaj bom še enkrat opozorila, ne govorimo o osebi, ki polovico ali četrtino delovnega časa opravlja tudi druga dela. Tukaj želimo, da je pač ena oseba 100% delovnega časa opravlja samo strokovno knjižničarsko delo. Še dodaten pogoj, ki ga pač priloga 4 predvideva za univerzitetne knjižnice, je, da ima knjižnica še dodatnega človeka, zopet govorimo o enem EPZ-ju, torej ekvivalentu polne zaposlitve, za univerzitetne naloge. Torej, da knjižnica koordinira delovanje knjižničnega sistema univerze. To bomo ločili vprašalnike. En vprašalnik bo za visokošolske knjižnice, ločen vprašalnik bo za univerzitetne knjižnice, tako da to vprašanje ostale knjižnice ne boste izpolnjevale, medtem pa univerzitetne knjižnice bojo pa tukaj mogli navesti število strokovnih delavcev, ki pač izvajajo naloge, ki jih ima univerzitetna knjižnica v okviru knjižničnega sistema univerze. Naslednji pogoj, ki ga bomo preverjali, je prostor in oprema. Tukaj, tako kot je že prej povedal dr. Južnič, je stopnja izpolnjevanja nekoliko manjša. Ne rabijo knjižnice dosegati 100% predvidenih zahtevanih vrednosti, ampak 50% zahtevanih vrednosti. To pomeni, da visokošolska knjižnica rabi najmanj eno uporabniško mesto na 60 študentov, pač izpolnjuje pogoj, univerzitetna knjižnica eno na 200 študentov, NUK in CTK eno na 400 študentov. Tukaj boste morali knjižnice poleg števila uporabniških mest poslati tudi število vpisanih študentov v poročevalskem letu. Bo navedeno do katerega leta, torej glede na to, da imamo tukaj leto 2023, bo to datum 30.6.2023. In merilo je pač izpolnjevanje pogojev, kot sem rekla, z znižano stopnjo izpolnjevanja 50%. Predvidena časovnica za izvajanje ugotavljanja pogojev, bom rekla, da je nekoliko popravljena. Mi smo želeli dejansko ugotavljanje pogojev za visokošolske knjižnice opraviti že letos. Zakaj? Zato, ker mora NUK v 18 mesecih ugotoviti pogoje tako za specialne, kot za visokošolske, kot za splošne knjižnice. In pri splošnih knjižnicah je kazalcev veliko več. Zato smo hoteli letos opraviti specialne in visokošolske, naslednje leto pa splošne knjižnice. Ugotovili smo, da so visokošolske knjižnice po sprejemu pravilnika začele razmišljati o spremembah v načinu delovanja, so se začele povezovati, tako da smo potem
se nekako odločili, da bomo ugotavljanje izvajanja pogojev izvedli januarja 2024. Knjižnice boste že decembra 2023 dobile navodila, definicije in vzorec vprašalnika. Izvedli bomo pač tudi neko srečanje, na katerem bo ta vprašalnik predstavljen in na katerem bomo razrešili še morebitne težave. Zavedamo se, da januar ni najbolj primeren čas za izvajanje tega, zato pač bomo probali večino vprašanj rešiti že prej. Januarja vemo, da ste obremenjeni s poročili in s pripravami na novo leto, ampak drugače žal ne gre, kajti mi smo potem vezani, da, tako kot je bilo že rečeno, da do septembra, oziroma jaz rajši rečem, da do avgusta, ampak čez poletje ne bo noben delal, tako da do junija moramo imeti pripravljene odločbe za vse knjižnice, ki bojo pač sodelovali v postopku. Poleg tega, ne samo, da boste knjižnice prejele odločbe, mi vas bomo hkrati vpisali tudi v razvid knjižnic. To ne bo nek postopek, ki ga boste mogli vi naknadno sprožiti, ampak bomo mi to izvedli sočasno. Zdaj, kaj se zgodi, če knjižnica ne bo izpolnjevala teh pogojev in bo prejela negativno odločbo? To pomeni, da ima knjižnica 3 leta časa, da odpravi pač probleme na tistih mestih, kjer bo v odločbi pisalo, da ne izpolnjuje zahtevanih vrednosti. Predvideno je, da bo nacionalna knjižnica izvedla meritve enkrat, ne bo jih izvajala periodično, ampak bo za stalno izpolnjevanje teh pogojev poskrbel inšpekcijski nadzor, kar predvideva 59. člen Zakona o knjižničarstvu. Torej, ko je knjižnica enkrat izpolni pogoje, dobi odločbo in je vpisana v razvid knjižnic. Če knjižnica ne izpolnjuje pogojev, se izvede ponovno preverjanje po 3 letih in se pač takrat izvede vpis, oziroma bomo še videli, kaj, če ne bo izpolnjevala pogojev. Se pa že, smo tudi mi že delali simulacije na podlagi statističnih podatkov, ki nam jih visokošolske knjižnice vsako leto pošiljate, tako da približno vemo, kje so lahko neke pač, bomo rekli, rdeče točke, kje se zna zgoditi, da knjižnice ne bojo izpolnjevale pogojev. In problem je ravno mogoče pri številu strokovnih delavcev in tudi se zavedamo, da je to ena zadeva, ki jo je težko tako v hitrem času nadomestiti. S tem, da pač priloga 4 vključuje samo število strokovnih delavcev. Če bi šli tukaj še na izobraževanje strokovnih delavcev, bi bilo pač tukaj še težje zadostiti pogojem, ki jih pač določa priloga 4. Mi se zavedamo pač, da je pravilnik razvojno naravnan, vendar pa moram še enkrat tukaj opozoriti, tako kot so že moji kolegi. Pravilnik določa minimum za delovanje vaše knjižnice. Vaša vodilo, tisto, kar vi želite doseči, določajo standardi in priporočila za visokošolske knjižnice. Ne se zadovoljiti z minimumom, pač treba je upoštevati, da imamo standarde, da je treba težiti k doseganju določil standardov. Hvala za vaš čas. Če imate kakršnokoli vprašanje, prosim, da ga naslovite na enega od spodnjih naslovov, pa da probamo čim prej rešiti morebitne dileme. In lepo prosim, ne si delati dodatnih skrbi, vprašalnik bo zelo preprost, enoznačen, ne boste v dilemah, tako da se zavedamo, da ste obremenjeni in vam ne želimo povzročati še dodatnega dela. Hvala. Hvala, gospa Vovk, za tole predstavitev. Kot rečeno, tudi NAKVIS aktivno sodeluje z NUK-om pri pripravi in pri zbiranju vseh podatkov, tako da bomo tudi se lahko visokošolski zavodi obrnili tudi na NAKVIS, pa potem mi posredujemo v komunikaciji z NUK-om. Vsekakor, tako kot je bilo pač povedano, gre za neke minimalne standarde in tudi v interesu NAKVIS-a ni, da bi pač in tudi NAKVIS se zaveda, da gre za en razvojno naravnan dokument, tako da v bistvu smo tukaj z NUK-om na enakih valovnih dolžinah. Če se zdaj predstavimo še, kakšen je v bistvu pomen tega pravilnika za strokovnjake NAKVIS-a, bi v bistvu to predstavitev razdelil v dva dela. Po eni strani
je v bistvu NAKVIS že prej pokazal zavedanje, kako pomembne so knjižnice, kar je tudi jasno iz določil vodnika, ki ga je NAKVIS objavil nedavno tega in iz katerega je pač razvidno, da so bile določene usmeritve za presojo visokošolskih knjižnic že tam razvidne in pač tudi popisane. Je pa seveda tudi pravilnik tudi omogoča neko osnovo, na kateri lahko strokovnjaki NAKVIS-a delajo. Torej, že sedaj smo na osnovi 15. člena meril, ki določa materialne razmere, presojali torej ta 17. standard, ki govori o tem, pač, ki določa, da mora imeti knjižnica visokošolskega zavoda ustrezno študijsko, strokovno in znanstveno literaturo ter zagotavlja kakovostne knjižnične storitve, ki zajemajo naslednja področja, torej ustrezno študijske, strokovne in znanstvene literature, pri čemer je bil pač največji poudarek na vprašanjih, ali je pač s področji in disciplin oziroma študijskih programov knjižnica ustrezno založena oziroma ali je literatura oziroma gradivo primerno za vrste in stopnje programov, ki jih zavod izvaja. B je šlo za založenost knjižnice, informacijsko in bibliografsko podporo, dostop do baze podatkov, pri čemer so bili strokovnjaki seveda opozorjeni, da morajo biti pozorni na znanstveno, strokovno, raziskovalno oziroma umetniško področje visokošolskega zavoda, pa seveda tudi način oziroma izvajanje študijskih programov. Pod točko C smo določali, da je potrebno strokovna pomoč zaposlenih v knjižnici, o čemer je tudi prej dr. Južnič povedal, da se knjižnice, predvsem pa visokošolske knjižnice in kot tudi celoten znanstveni prostor hitro razvijajo, zato so pač potrebne nenehna izobraževanja. Točka Č pa je govorila o razvoju knjižnične dejavnosti spet z ozirom na področje, na katerem se zavod udejanja. Pogosto se nam, strokovnjake smo še posebej opozorili na to, da mora biti seveda jasno pozorni na organizacijsko strukturo, ki jo ima zavod, ki ima knjižnica, in seveda na delovanje in integracijo knjižnice v okviru zavoda, kar v grobem določata tudi 42. in 43. člen pravilnika, ki določata, da mora imeti knjižnica razvito svojo politiko delovanja, vse ustrezne dokumente, s katerimi seveda zagotavlja tudi svojo avtonomijo znotraj zavoda in pa seveda tudi določeno integracijo v splošno usmeritev delovanja zavoda. Tu je seveda treba predvsem ugotoviti, če so načrti, ki jih ima pač, pa nek plan razvoja, ki ga ima zavod, skladni s planom razvoja, ki ga ima knjižnica, oziroma če se podpirajo en drugega in tudi v kolikšni meri je dejansko knjižnica povezana tudi z nekimi znanstveno-raziskovalno dejavnostjo zavoda in z načrti, ki jih ima določen zavod. Vemo, da je knjižnica ena taka stična točka, kjer se srečujejo raziskovalci, predavatelji, študenti, zato je zelo pomembno, da je ta knjižnica povezana v delovanje zavoda. Pogostokrat pri različnih podaljšanih akreditacij zavodov, evalvacijah ugotovimo, da mogoče da knjižnica le ni tako integrirana, kot bi lahko bila, tako da to je v bistvu tudi ena želja strani NAKVIS-a zavodom, da knjižnica ni zgolj neka nuja, ki jo pač zavod mora imeti, ampak da mora v bistvu imeti pač nek načrt, nek namen in neko vizijo, čemu služi. Zdaj, kot je pač gospa Vovk opozorila, tukaj bo zadostovalo za knjižnice zgolj formalna navedba, da te dokumenti obstajajo. NAKVIS bo svoje strokovnjake seveda pač pozval, naj te dokumente pač temeljito prebere in pač prebere in ovrednotijo, ker gre za temeljne dokumente knjižnice, ki usmerjajo njen razvoj in je nujno potrebno, da je resnično integrirana z delovanjem celotnega zavoda. Pri tem bomo seveda spodbujali strokovnjake, da še naprej skrbijo tudi za ta krog kakovosti, ki mora biti uresničen tako znotraj zavoda, in pri tem seveda ne smejo spustiti delovanja visokošolske knjižnice, ki je
kot sem že prej omenil, eden izmed pomembnejših členov samega zavoda. Zdaj, pri 44. členu, 44. člen govori o upravljanju knjižnične zbirke. Tu bo pač naloga skupine strokovnjakov še naprej tesno povezana s preverjanjem politike knjižnice, kako jo posodablja, kako je vpeto delovanje zavoda, kdo dejansko skrbi za upravljanje te knjižnične zbirke, kako proaktivna je knjižnica pri nabavi gradiva, koliko je pač odvisna zgolj od nekih spodbud predavateljev, raziskovalcev mogoče, koliko v bistvu lahko tudi študentje s svojimi predlogi sodelujejo pri nastajanju in razvoju knjižnične zbirke. In pa seveda bomo pač v vseh teh 3 členih tudi spodbujali zavode, da aktivno vključijo knjižnice v svoje samoevalvacije, ki jih izvajajo tako na ravni študijskih programov, kot tudi na ravni zavodov, ravno zaradi vsega prej naštetega, ker je pač knjižnica ena izmed najpomembnejših enot znanstveno-raziskovalnega dela zavoda, tako vozlišče in ga velja pač aktivno vključiti v samoevalvacijska poročila. Zdaj, jaz bi se tu še posebej ustavil pri 45. členu, ki obravnava knjižnično gradivo in elektronske informacijske vire, za katere knjižnica vsaj za določeno časovno obdobje zagotavlja dostop na daljavo. Kot tudi sam pravilnik pravi, morajo biti viri usklajeni s področjem in ravnjo študija. Tu bo NAKVIS še naprej strokovnjake spodbujam, pa seveda tudi zavode, da so viri res ustrezni študijskemu programu oziroma študijskim programom, ki jih zavod izvaja. Torej, kot je bilo že prej omenjeno, zdaj bo pravilnik na neki določeni meri se določa, da morajo imeti bibliotekarji ustrezno izobrazbo, kolikor zavod izvaja doktorski študijski program. Enako je seveda tudi z viri, le-ti morajo biti ustrezni ravni študija in če nekdo izvaja doktorski študijski program, mora imeti seveda temu primerne vire. Zdaj, to je ena stvar. Druga stvar, ki tudi na NAKVIS opažamo, je to, da v zadnjih 3 letih se je vedno bolj povečal hibridni študij ali pa naprimer online študij, ki zahtevate še posebej dobro opremljeno knjižnico, namreč čeprav mogoče deluje, da je dostop do baz lažji, baz knjižničnega gradiva lažji, vidimo, da seveda ni tako, pogostokrat so te baze izjemno drage, tudi seveda ne glede na to, da se pač obstaja različni konzorciji za nakup le-teh, je to še vedno sploh za zasebne zavode velik strošek. Hkrati pa tak tip študija zahteva tudi visoko usposobljen kader, ker vsakdo ne more opravljati nalog v taki online knjižnici, ker le zahteva širše poznavanje tudi informatike in računalništva, kot tudi seveda bibliotekarska znanja. Pravilnik tudi določa, da mora imeti visokošolska knjižnica praviloma v prostem pristopu temeljno referenčno knjižnično zbirko ter po najmanj en izvod učbenika. NAKVIS bo še naprej spodbujal zavode, da priskrbijo večje število izvodov oziroma vsaj tolikšno, da bo zadostilo potrebam študijskega procesa. Kako bomo tudi še naprej bomo strokovnjake spodbujali, da preverjajo dostopnost tega gradiva znotraj sistema COBISS, da recimo tega ne bi opravljali peš. Nam bo potem v naslednjem predavanju gospod Janez Jug z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani predstavil njihov sistem knjižnice in vnašanja gradiva v COBISS, tako da bo v bistvu bomo tudi zavode poskušali spodbuditi mogoče k temu, da si ta sistem prevzame oziroma da vsaj nastopi nekakšna debata, znotraj kateri bi pač mogoče našli najbolj primeren način. Kot je opozoril že dr. Južnič, pravilnik tudi določa, da mora biti torej da mora imeti zavod določen repozitorij zaključnih del in pa objav člankov predavateljev. Zdaj seveda mi bomo na NAKVIS-u spodbujali, da
da tak prost dostop bo omogočen, seveda z zavedanjem, da vseh stvari ni mogoče ni mogoče objaviti, ampak seveda v želji k izgradnji boljšega akademskega okolja in akademske integritete bomo vsekakor spodbujali. Pohvalen je na primer tudi repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij, ki dokazuje, da lahko tudi zasebni zavodi s uspešnim sodelovanjem vzpostavijo en tak repozitorij, ki je dostopen vsem. Kar je v bistvu ključno, kar bo NAKVIS preverjal in kar bo NAKVIS tudi spodbujal svoje strokovnjake, da preverjajo, torej kakšna je konceptualna usmeritev knjižnice, kakšen je njen pomen v okviru samega zavoda. Namreč, kot je bilo že večkrat izpostavljeno, knjižnica je ključen dejavnik, vozlišče vseh deležnikov, torej tudi učiteljev, študentov, raziskovalcev, strokovnih služb in vsak s svojim delovanjem prispeva k razvoju le-te. Pri tem bomo seveda spodbujali vključenost v samo evalvacijo zavoda in študijskih programov, ker bo s tem bomo v bistvu najlažje tudi uvideli, kako knjižnica deluje. Seveda tu ne bo zgolj, zavode vsekakor pozivamo, da pri samo evalvaciji ta vidik ni zgolj odkljukan in zapisano, da knjižnica je, ampak predvsem tudi, kako se ta knjižnična zbirka razvija, kako se politika knjižnice razvija, kdo v bistvu vse določa te usmeritve. Predvsem bomo na NAKVIS-u, predvsem smo že in bomo še naprej pozorni na relevantnost gradiva, torej tu je predvsem z višjim magistrski in doktorski študij seveda zahtevate določena gradiva, ki jih je potrebno pridobiti in je take študente ne le potrebno opremiti z gradivi, ampak tudi z določenim tipom znanj, kako ta gradiva uporabiti, kako do njih pristopati. Kot zdaj ta pravilnik določa, ne bo več zadostovalo recimo, da se v bistvu zadovolji te kriterije, recimo z dostopom do baz, ki so prosto dostopne na internetu, na primer digitalna knjižnica Slovenije DLIP, ne bo več zadosten. Vsekakor tudi mi zavode spodbujamo, da se povežejo v konzorcije, da pridobijo dostop do različnih baz digitalnega gradiva. Kot rečeno, te baze so drage, ampak seveda z ustrezno povezavo med različnimi zavodi verjamemo, da lahko tudi ta strošek premostijo. Nikakor ni ustrezno sodelovanje s splošnimi knjižnicami, to zavodom že nekaj časa v bistvu sporočamo, pa tudi naprej. Namreč splošna knjižnica ima različno gradivo, ki ne sodi v študijski program, zato tako povezovanje ni ustrezno. Vsekakor pa cenimo zavode, ki uspešno sodelujejo z NUK-om in svoje študente tudi napotijo na NUK pri zagotavljanju nekaterih višjih ali pa drugih storitev, ki jih sami mogoče ne pokriva. Ta pravilnik se mi zdi tudi ena taka lepa priložnost, da se mogoče različne visokošolske knjižnice povežejo med seboj, si ne le izmenjajo znanja, ampak tudi mogoče olajšajo medknjižnično izposojo. Videli smo, da pravilnik določa, da je potrebno tudi izvajanje nekaterih izobraževanj za uporabnike. To je predvsem pri manjših knjižnicah mogoče velik plus, da kakšna izobraževanja mogoče izvedejo skupaj, da poskušajo tudi na tem področju najti določene povezave. In pa seveda, kar je potrebno, je, da se knjižnice soočijo s potrebami, ki jih imajo kot že prej omenjeni predavatelji, študentje, raziskovalci, in da v bistvu pa tudi seveda s potrebami časa, kot je opozoril dr. Južnič, knjižnice se spreminjajo, način študija se spreminja, prej smo omenili hibridni online študij, vse to zahteva določene prilagoditve in menim, da je v bistvu ta pravilnik ena taka morda res minimalna, pa vendar
temeljna trdna osnova, na kateri lahko knjižnice gradijo svoj razvoj in pač tudi svojo nadaljnjo politiko. Hvala. Zdaj bi pa jaz v bistvu dal še besedo zadnjemu našemu današnjemu govorcu, doktorju Janezu Jugu, potem bomo prešli na vprašanja, ki ste jih zastavili. Lepo pozdravljeni, se slišimo, me slišite? Hvala. Slišimo. Torej, na kratko vam bom predstavil to, kar delamo na Fakulteti za družbene vede v zvezi z študijsko literaturo. Seveda bom povedal lahko samo nekatere stvari, za bolj podrobno bi bil potreben enodnevni seminar, recimo. Tu gre za sodelovanje različnih delov fakultete, kjer je na sredini knjižnica, zato ker knjižnica naroči gradivo in potem omogoča dostop. Vodstvo fakultete določa organizacijo, roke in te zadeve, profesorji pripravijo seznam literature za svoj predmet, potem tu sodeluje služba za študijske zadeve in računalniški center, da so ti podatki ustrezno shranjeni in obdelani, in tudi založba FDV, ki izdaja učbenike in pripravlja skripte. Tu gre za več tokov podatkov, ki jih ne bom podrobno razlagal, ampak na vrhu vidimo, da so podatki o učbenikih dostopnih na 4 mestih. Študentje vidijo v seznamu predmetov, potem v katalogu učbenikov FDV, ki je na spletni strani knjižnice, vse gradivo, vsa literatura, ki je dostopna v elektronski obliki, je v Zebri, posebnem portalu, in pa seveda vse je pa v lokalnem katalogu knjižnice v sistemu COBISS. Tu gre za precej dela, sodelovanja med različnimi knjižnico, profesorji, računalniškim centrom in tako naprej. Zdaj, kako smo začeli? Leta 1994, ko smo dobili seznam literature za študijsko leto 1994-95, se je bilo treba odločiti in takrat smo se odločili, da smo v bibliografski zapis v COBISS-u vpisovali kodo predmeta. Učni načrt smo imeli na papirju, seznam predmetov je bil na papirju in ta koda je bila v obliki, kot jo vidite, 9.4 študijsko leto, 1 prvi letnik in 0.1 prvi predmet na seznamu predmetov pri prvem letniku. In iz spodnje slike se vidi, kako je to v bibliografskem zapisu bilo najprej, pozneje smo pa spremenili kodo, tako da je zdaj recimo koda v takšni obliki, da nam prva 2 znaka na začetku povesta, da je to bolonjska prva stopnja, študijsko leto 22 in potem, da gre za dodatno literaturo pri predmetu temelji komunikologije. Na sliki pa je polje 993 v bibliografskem zapisu, kjer so navedene vse kode predmetov od leta 2000 do naprej. Ker so nekatera literatura je tako pomembna, da se uporablja že dolgo časa kot učbenik. No, tole je pa lokalni šifrant za kodo predmeta, ki jo vnašamo lahko na 2 načina. Lahko iz katalogizacije ali pa iz zaloge za tiste zaposlene, ki nimajo pooblastila za uporabo katalogizacije. Zato je koda in razrešitev identična.
Kot sem že rekel, a ne, do leta 2007, od začetka do 2007 smo prejemali učne načrte predmetov, na katerem je bila tudi navedena literatura na papirju. In smo potem to seveda poiskali v lokalni bazi ali v vzajemni bazi oziroma kreirali zapise, da smo lahko naročali in seveda dodajali ustrezno kodo predmeta. Ker pa profesorji niso popravljali napak iz prejšnjega leta, smo se vsako leto na novo ukvarjali s tem, za kakšne napake gre, da smo lahko našli ustrezen bibliografski zapis oziroma naročili ustrezen naslov. Zato smo začeli leta 2008 iz lokalnega kataloga knjižnice izpisati določene bibliografske podatke in jih potem pripraviti v obliki, da so to uvozili v spletni referat v visokošolski informacijski sistem. S tem smo se izognili vsakokratnemu popravljanju napak in še nekaj smo si lahko olajšali. Za tiste enote literature, ki se ni spremenila iz prejšnjega leta, nam ni bilo treba več ročno vnašati kode predmetov, ampak je izum to vnesel s konverzijo. Tako da recimo za naslednje študijsko leto imamo približno 200 vrstic v seznamu literature, ki jih moramo ročno rešiti. Vse ostalo smo uredili in nabavili že v prejšnjih letih. Še ena sprememba je bila, ki nam je olajšala delo, da lahko od leta 2021 sami izpišemo, kadarkoli želimo, seznam literature iz visokošolskega informacijskega sistema in ga potem uporabimo. Postopek, ki ga delamo, je takšen. Ko imamo ta seznam literature v Excelu, ga potem dodamo različne informacije in tudi tiste enote, ki jih je treba preveriti, ki jih je treba naročiti, ker jih še knjižnica nima, razdelimo posameznim sodelavcem in potem, ko vse to naročimo, v to delovno datoteko vpišemo samo COBISS ID zapisa, podatke pa potem prenesemo iz lokalne baze z izvozom podatkov in ustrezno obdelavo. Tako da mi lahko z enim iskalnim izrazom dobimo na podlagi kode predmeta, mi lahko izpišemo celoten seznam za vse stopnje študija in vse predmete ali samo izbrano, recimo samo obvezno literaturo ali samo literaturo za doktorski študij in tako naprej. Naslednja pomembna stvar, ki je olajšala uporabo literature študentom, pa je bila možnost, ki so jo razvili na izumu leta 2001, namreč takrat so omogočili, da se iz neke strani na spletu lahko napravi povezava v COBISS OPAK, v iskanje ali v izpis določenega izpisa. In od takrat naprej je na seznamu literature, ki jo ima študent v učnem načrtu, je več povezav, recimo na naslovu, pa na COBISS ID-ju oziroma tam, kjer piše v predzadnji vrstici zapis v katalogu ODKJG, uporabnik klikne na ta naslov in dobi seznam različnih izdaj tistega naslova, ki je obvezna literatura. V spodnji vrstici, ki jo kaže ta puščica, pa dobi vso obvezno literaturo pri tem predmetu v lokalnem katalogu, recimo takole. In potem samo klikne na prosto in rezervira, ali pa, da je gradivo na spletu, takoj lahko gre in bere. Zdaj,
če ponovim, dostop do študijske literature je odvisen od fizične oblike, oziroma če imamo v fizični obliki na papirju ali takem CD-ju, DVD-ju in tako naprej, je to dostopno v katalogu knjižnice in pa seveda v prostem pristopu na posebnih policah, kjer je študijska literatura razvrščena ne po predmetih, ampak po UDK vrstilcih, ki so pač osnovna oblika razvrstitve gradiva v prostem pristopu. V elektronski obliki pa je literatura dostopna v lokalnem katalogu knjižnice v Cobisu, potem v Zebri in pa še dva seznama. Prvi seznam, ki ga lahko študent uporabi, je tako, da poišče svoj predmet in potem pogleda učni načrt in ima tam seznam literature. Druga možnost pa je, na spletni strani knjižnice je tudi samo seznam predmetov z dostopom do učbenikov, brez ostalih informacij, ki so v učnem načrtu. Takole je pa videti, če poiščemo z iskalnim izrazom, kjer so začetni deli kod predmetov za pač vse 3 stopnje in še obštudijsko gradivo za obštudijsko dejavnost, lahko z enim klikom dobimo seznam vseh naslovov, ki so literatura za določeno študijsko leto in potem se tu da preverjati na razne načine, tako kot to omogoča vmesnik Cobis Plus. No, učni načrt predmetov, študent klikne na nek naslov predmeta, tu je enako, pomembno pa je Zebra. V Zebri so pa dostopni vsi naslovi, ki so v elektronski obliki. Ali naročeni pri ponudnikih, kot so EBSCO, ProQuest in drugi, ali pa je nosilec predmeta pripravil svojo skripto, ali pa smo pridobili avtorske pravice za objavo elektronske verzije od avtorja oziroma od založbe. In seveda ta Zebra je pa tako narejena, da je dostopna samo študentom in zaposlenim na fakulteti. Zdaj, kaj je zanimivo, ko se študent prijavi, dobi seznam gradiva v branju, ki ga je pri prejšnji prijavi bral, in pa še seznam vse literature, ki je obvezna ali dodatna pri vseh predmetih, ki jih ima vpisane. Tako da mu to zelo olajša pač uporabo literature. No, vse to, kar delamo, nam omogoča tudi, da pripravimo razne statistične preglednice iz tiste naše delovne datoteke, delovnega seznama, ki ga potem, iz katerega en del potem uvozimo v spletni referat, zato da pridejo čim bolj pravilni podatki nazaj, a ne, da s tem tudi olajšamo nosilcem predmetov, da jim naslednje leto ni treba ponovno preverjati in tako naprej. To bi bilo vse. Hvala za pozornost in nasvidenje. Hvala za izčrpno predstavitev, gospod Jug. Zdaj pa prehajamo na vprašanja. Nekaj ste jih že zastavili, nekaj lahko še zastavite ali v chat ali v Q&A polje. Zdaj mogoče za gospod Volk začetno vprašanje. Knjižnice navede aktivno povezavo do seznama študijskega gradiva. Kaj pomeni aktivna povezava? Ali je to povezava do Cobis Plus ali mora biti oblikovan poseben seznam študijskega gradiva? Če gre tukaj za zadetke, za neko iskalno poizvedbo iz Cobis Plusa, kjer je rezultat te poizvedbe samo študijsko gradivo, je tudi to ustrezno. Ne more biti pa to samo povezava na lokalni katalog knjižnice, kajti tukaj pa nimamo pregleda nad tem, kaj je študijsko gradivo in kaj ne.
Mogoče še eno tako bolj tehnično vprašanje. Ena izmed udeleženk zanima, če bo vprašalnik za preverjanje izpolnjevanja pogojev za univerzitetne knjižnice vključeval prve 3 kazalce iz priloge 4. Vse kazalce iz priloge 4 Okej. bo vključeval. Ne bomo spuščali, ne smemo spuščati, mi moramo preveriti vseh 5 kazalcev. Zdaj pa mogoče eno bolj ne toliko tehnično vprašanje, ampak predvsem tudi vprašanje vsebinsko. Namreč, kakšna je vloga višješolskih knjižnic? Vemo, da so višješolske knjižnice del pogosto kakih šolskih, srednješolskih, šolskih centrov in podobno. Torej, kako bo v bistvu, kako je to področje urejeno, ali pa če je, oziroma kako se bo še uredilo, če se bo to, torej tako eno splošno vprašanje za vse izmed panelistov, predvsem tiste, ki so sodelovali v pripravi pravilnika. Mogoče dr. Južnič. Ja. Zaključim. Višješolske knjižnice seveda so praviloma del srednješolskih knjižnic in so tudi po zakonu nekako tako opredeljene in kakor vem, bo to uredil Ministrstvo za šolstvo, ker je to njihova, to je ta izven pravilnika. Zdaj pa, če sem še pri besedi, bi se pa še nekaj drugega oglasil. Nekaj me je malo zmotilo, oziroma mogoče sem narobe razumel. Kolega Gojtman je povedal, da je ta priloga zato priloga, ker je seveda lažje spreminjati. Torej jasno, tisti, ki smo pripravljali pravilnik, smo bili prepričani, da bomo v prilogi dobili vse, kar smo določili kot pogoj, da se bo vse ti podatki zbirali. Zdaj, NUK pač je odločil, da ne bo zbiral vse podatke. Zaenkrat, seveda, jaz upam, da se bojo premislili, da bojo videli, da to ni najboljše. Recimo, meni je grozno žal, da izobraževanje knjižničarjev. Vemo, da status visokošolskih knjižničarjev je problem. Vidim, da so tudi vprašanja na to. In zakaj ne bi mi zbirali podatke o tem, ali se dejansko ustanove pošiljajo svoje knjižničarje na izobraževanje. To se mi zdi za status izjemno pomembno. Torej, ti dobiš zahtevo, vi morate vašega visokošolskega knjižničarja ali knjižničarko poslati na izobraževanje. In to o tem morate dati nekaj dokazati. Tako da mi je zelo žal, dobro, jaz razumem, da so želeli čim manj podatkov zbirati, ampak žal mi je, da smo nekako dobili ta okrnjeno prilogo in jaz upam, da bomo seveda, kot je rekel kolega Gojtman, da bomo to prilogo vrnili torej na mesto, kar gre in da bojo pač vsi podatki. Me pa še nekaj drugega zbegalo, pa bi mogoče gre za nesporazum, kolegica Volk. Govorili ste o nekem EPZ-ju. Tega ni v pravilniku, to je šlo ven, tako da vi ne morete zbirati podatke o EPZ-ju, ker bi to bilo nasprotju s pravilnikom, ker tega ni noter. Namenoma smo to dali ven. Zakaj? Obstajajo manjši visokošolski zavodi, ki imajo relativno malo študentov, malo zaposlenih. In je normalno seveda, da tam knjižničar ali knjižničarka, ki izpolnjuje pogoje, torej ima bibliotekarski izpit, izpolnjuje pogoje, vendar ni nujno, da je zaposlena 100%. Tudi nič ni narobe, če imamo mi kombinacijo knjižničarke, knjižničarja in visokošolskega sodelavca in podobno. Tako da jaz ne vem, to je v sodobnem svetu normalno. Ne vem, kje ste s temi EPZ-ji prišli, jaz upam, da tega res ne boste počeli, ker boste s tem kršili pravilnik. Govorili ste o nekem dogovoru z Ministrstvom za kulturo, ki mi je malo zbegalo. Ker če bi neka knjižnica ne mogla biti vpisana v razvid knjižnic, zato ker nima enega EPZ-ja, v bistvu vi s tem si lastili neko razlago pravilnika, a sem jaz narobe razumel? Nepravilno ste razumeli, to vprašanje sem jaz naslovila na sestanku z ministrstvom, sicer v kontekstu preverjanja ugotavljanja izpolnjevanja pogojev pri splošnih knjižnicah. Ali govorimo o osebah, ali govorimo o EPZ-jih. In odgovor ministrstva je bil, da pač oni to interpretirajo kot EPZ-je. S tem, da sem jaz tukaj upozorila, da je to enoten pravilnik in da če bomo pri eni vrsti knjižnic uporabljali EPZ-je,
moramo to upoštevati pri vseh vrstah knjižnic. In tudi takrat je bilo opozorjeno, da če pri splošnih knjižnicah govorimo o EPZ-jih, da bo to povzročilo velike težave pri visokošolskih in specialnih knjižnicah. Tako da hvala za tole opozorilo. Vemo, smo delali simulacije na eno in na drug podatek, ker imamo te statistične podatke, ki jih vsako leto zbiramo, vemo, kje so pač, ne bom rekla sive cone, ampak mi temu rečemo rdeče cone, in pač ravno število zaposlenih strokovnih delavcev je eno tako področje, ker tudi vemo, da je težko v roku 3 let dobiti dodaten kader, kaj šele usposobiti dodaten kader. To ni smiselno, manjši visokošolski ustanovi ni smiselno imeti polnega zaposlenega, se to je nesmisel, ker je to mehna, tako kot imamo recimo šolske knjižnice, ali pa osnovnošolske knjižnice, ki na mehkih šolah seveda nimaš celega knjižničarja, ker je to nesmiselno. Isto je pri visokošolskih zavodih. To je bil skozi, ko smo govorili o pravilniku, ko smo ga pisali, ne vem, kako da to do vas ni prišlo, mogoče zaradi teh kadrovskih menjav, ampak to je bila osnova naša. Ravno zato smo rekli, da EPZ-ja ne mešati tukaj, tako da bi jaz prosil, da res ne pride do kakih nesporazumov in kakih zagat, da se recimo nekatere, ker je, kot je rekel kolega Draženovič, NAKVIS zelo resno jemlje ta pravilnik in da zdaj vi ne bi neko knjižnico visokošolskega zavoda upisali razvih knjižnic, ker nima polne EPZ-ja, to bi v bistvu uničilo precej resnih prizadevanj, da bi vse imele ustrezne visokošolske knjižnice. Tako da bomo tukaj pozorni, tudi kolega Vojtman je zraven, tako da ta razlaga naj mogoče velja za splošne knjižnice, za visokošolske, pa specialne, pa zagotovo ne. Jaz bi tle samo rekla, v pravilniku ne piše ne o EPZ-jih, ne o osebah. Piše samo o številu. Ja, eden zaposlen. Samo število, ni pa opredeljeno, ali govorimo o osebah, ali govorimo o EPZ-jih. Torej, govoreno je o osebah, to smo skozi govorili. Zato smo tudi v eni verziji, ki je nekdo dal EPZ, smo dali to ven. To res upozarjam, ker bi to za NAKVIS pomenilo kar precejšno težavo. In ne bi rad, da bi zdaj to, kar smo se res trudili, prvič, da vemo v preteklosti, kot je bilo, ko so recimo kolega Draženovič povedal, ta sodelovanje z splošnimi knjižnicami, ki so bila že tragikomična in podobne stvari, ne bi zdaj korak nazaj delali, tako da boste previdni. Seveda pa upam, da bomo postopoma lahko vse te kriterije oziroma vse kazalnike, ki jih imamo v pravilniku, le tudi, da jih bo tudi NUK lahko zbiral, ker zaenkrat tem bo tudi NAKVIS-u olajšal delo. Pravilniki noter so te kazalniki za to, da jih merimo, niso za okras. Jaz razumem, da mogoče ta moment NUK ne želi to meriti, ali zakaj se je to zgodilo, ampak prej slej bo to moralo priti, se je v pravilniku, zato pa so določila. No, hvala lepa za tole razmišljanje. Vsekakor si bomo prizadevali, da bi bila stvar poenotena in da bi bila seveda čim bolj v korist uporabnikom, torej tega pravilnika pri knjižnicam. Zdaj, eno izmed vprašanj je tudi za gospoda Juga, in sicer ali je ta sistem Zebra potrebno študentom kakorkoli doplačati, ali je to pač zastojno, oziroma kolikšen delež, recimo okvirno v procentih lahko izrazite tudi proračuna vašega, ta sistem potrebuje. Ker pač nekateri manjši zavodi se zavedajo, da je tak sistem seveda hvalevreden, ampak mogoče nimajo tega finančnega zaledja, da bi ga tudi sami upeljali. Ja, za naslednje študijsko leto je predviden prispevek študenta v višini 15 evrov. Za ostala sredstva za nabavo literature pa niso od Zebre odvisna. Ker bi tudi, če Zebre ne bi imeli, bi v vsakem primeru naročali gradivo v elektronski obliki. Tako, ali z teh 15 evrov ni za Zebro, ampak je za delovanje knjižnice, ne? Ne, to je poseben prispevek za Zebro. Za Zebro, ja. Bil je pred leti tudi 40 evrov. Zdaj so se pač odločili vodstvo fakultete za tak znesek, ker na začetku je bilo treba več razvoja
zdaj pa je stvar utečena in vodstvo pa tudi upošteva to, da je to en dodaten strošek za študente in jim zato ni naložilo previsokega zneska. Zdaj pa je recimo še eno vprašanje. Prej smo omenjali to, da je potrebno imeti zaposlenega v knjižnici nekoga z doktoratom oziroma z magisterijem znanosti, ukolikor zavod izvaja študijski program, doktorski študijski program. Zdaj, vprašanje predvsem na teh zavodih, univerzitetnih zavodih, ki imajo več knjižnic, kot je na primer Filozofska fakulteta, ki ima pač osrednjo humanistično knjižnico. Udeležence zanima, ali pač to pomeni, da vsaka knjižnica znotraj OHK na primer potrebuje nekoga s tako ravno izobrazbe, ali pa zadostuje, da je zgolj nekdo v tako veliki knjižnici ima to raven izobrazbe. Mogoče doktor Južnič, vi. Koliko vem, NUK zbira podatke za OHK kot celoto, ne? A se motim? Kolegica Vovk, ne slišimo vas. Kolegica Vovk še išče gumbek za mutanje. Ja, mi zbiramo, OHK je ena knjižnica z eno siglo. In zato zbiramo pač podatke za knjižnico kot celoto. Mi zbiramo podatke pač po knjižnicah, vsaka knjižnica je ena sigla. To je tudi tisto, kar sem že omenila na začetku, zakaj smo mi prestavili izvedbo ugotavljanja pogojev iz leta 23 na leto 24, na začetku prihodnjega leta, ker smo dobili informacije, da se določene knjižnice bodo združevale. Zdaj, predvsem manjše zavode zanima, še enkrat, če bi mogoče nakratko doktor Južnič povzeli zaposlitev določenih oseb. Torej, kot jih zanima, je bibliotekar lahko tudi zaposlen kot zunanji sodelavec na zavodu, ni pa potrebno, da je zaposlen 100% kot izključno na določenem zavodu. Tako da to je bilo predvsem to. Enega izmed udeležencev zanima, kakšne podatke oziroma sezname bosta NUK in NAKVIS zahtevala. NUK in NAKVIS ne bosta zahtevala nobenih posebnih podatkov, že sedaj NAKVIS in NUK sodelujeta pri tem statističnem vprašalniku, ki ga morajo vsako leto izpolniti visokošolski zavodi. Ta statistični vprašalnik je na voljo prav vsem strokovnjakom NAKVIS-a tudi in pač tudi splošni javnosti, kogar pač zanima, lahko tam preveri in dobi neko osnovni vtis, kako pač knjižnice delujejo. Hkrati bomo pa z NUK-om tudi aktivno sodelovali, da v primeru, da bi zaznali, da bi bilo mogoče potrebno ta vprašalnik nekoliko prenoviti, ga recimo spremeniti, bomo seveda tudi pač v sodelovanju ga prilagodili. Tako da v bistvu za knjižnice ta pravilnik ne bo predstavljal nekega dodatnega dela v smislu, da bi bilo treba zdaj pretirano več, kot je bilo do zdaj že postoriti. Tako da NAKVIS in NUK ne bo se zahtevali nobenih pretirane dodatne dokumentacije in dodatnega dela. Zdaj, kot je pač tudi bilo ena izmed ugotovitev, seveda NAKVIS bo ne le z današnjim posvetom, ampak tudi z nadaljnjim obveščanjem svojih strokovnjakov pač zagotovil, da bo vsem znan pač pravilnik in da bojo vsi ta pravilnik tudi upoštevali pri svojem delu in da ne bojo zahtevali več, kot je v pravilniku določeno. Kot je pač tudi gospa Vovk povedala, kar en čas bo še za prilagoditve in tudi do vpisov razvit, tako da bo tudi NAKVIS imel seveda pač to v mislih, ko bo presojal, predvsem bo to opazno zdaj pri podaljšanju akreditacij zavodov. Spodbujali bomo seveda zavode, da s temi aktivnostmi začnejo čim prej, ker je tudi ta rok leta in pol mogoče na začetku deluje dolg, pa vendar je razmeroma kratek, tudi z ozirom na ta nekatera vprašanja, ki smo jih zdaj našli glede izobrazbe in podobno. Tako da bomo pa seveda pri podaljšanju akreditacij zavodov, pri preverjanju delovanja knjižnice znotraj, pri evalvacijah in podobno, pač se zavedali, da pravilnik še ni izcela
pač uveljavljen in da pač je še to neko tolerančno obdobje, ki je. Zdaj, naprimer, prej smo sicer omenili, kaj pa naprimer z biotehniško fakulteto, tudi tam jih zanima, s tem, da tam pa so razdeljeni in ima vsaka, kakor se tudi jaz spomnim iz teh NUK-ovih poročil, svojo ločeno nos. Mogoče, gospa Vovk, bo tam pač potrebno imeti na vsaki knjižnici zaposlenega nekoga z doktorskim oziroma pač starim magisterijem znanosti v primeru, da... Dokler to ne bo v prilogi 4, ne. Aha. Seveda po pravilniku pa ja, ne. Po pravilniku, ja. Priloga 4, kot je rekel kolega Gutman, je zdaj pač okrnjena, ne. Verjetno je bil to dogovor, ki ga pač naša skupina ni predlagala, ampak večino dogovor med predvsem verjetno predlog NUK-a, ne vem, zakaj se je ta krčilo, ampak nič hudega, ne. Torej, če bomo tudi zato, ne, ker je v nekem prejšnjem predlogu je tudi pričakovana bila neka prehodna obdobja, ne. Tudi te rešitve, recimo, ki jih je magister Jug izjemno lepo predstavil, ne, tudi zahteva nek časa, ne. In tisto, kar je pomembno, mogoče o tem smo premalo govorili, je to, ne, da je pokazal, da je COBISS že omogoča te rešitve, ne. Sem prav povzel, ne. Ja. Ja, vse to se da zahteva določen čas, ne. Mi imamo pravilnik, noter so določila, priloga je pa seveda stvar, ki se bojo verjetno pol še prvo neki okrnjeni obliki, a ne, seveda ne smemo pa spreminjati oziroma določila pravilnika z nekimi epizeji, ker to bi pa delalo škodo, ne. Ker jasno, kot sem videl, se tudi vprašanja, mislim, da smo jasno odgovorili. EPZ ne velja, ne, torej ne, zdaj mislim, da ne boste šli v razvid knjižnic, če ne boste imeli polno 100% zaposlenih knjižnica. Za manjše ustanove, kot se rekel, velja ekvivalent kot za šole. Če imate nekoga za z manjšo obveznostjo, ki pa seveda mora biti strokovno usposobljen, to je pomembno, ne. In pol verjetno z nekim razvojem predpostavljamo, ne, bo tudi NUK povedal, kdaj lahko seveda vključi še neke določena preverjanja, s tem pa, da na NAKVIS-u pa jasno pravilnik velja, ne, torej to pa ne glede na to, kaj se zbira, ne. Jaz bi jasno želel, da bo NUK čim prej lahko zbira vse kazalnike, ki so v pravilniku, ne, ker konec koncev to je tudi smisel pravilnika, ne. Ne moreš reči, teh kazalnikov bom zbiral, unih kazalnikov ne bom zbiral, ne, to je pač nekako nenavadno, no, zato pa so noter v pravilniku, ne. Jaz bi tlele na tem mestu rada dala repliko, da ni NUK določil kazalcev v prilogi 4. NUK-ov predlog je bil, da bi se preverjal širši nabor. To ni. Res moram tukaj nasloviti, ker ste že nekajkrat poudarili, da je to pač NUK-ov izbor, to ni NUK-ov izbor. Jaz pač vodim oddelek za izobraževanje, razvoj in svetovanje in sem zagovarjala to, da se tudi izobraževanje knjižničarjev preverja, če ne drugega, tudi ta kriterij. In tukaj bi pa še eno vprašanje izpostavila, ki je bilo dano v klepetalnico. Kolegica sprašuje, ali je nujna zaposlitev osebe lahko v manjšem deležu ali gre lahko za bibliotekarja po pogodbi kot zunanjega sodelavca. Tudi to so potem stvari, ki se odprejo, ne. Zdaj, tu je še eno recimo vprašanje, ki ga je zahtevil eden izmed strokovnjakov NAKVIS, in sicer vprašanje strategije knjižnice, kot je pač sam lepo opozoril, strategija knjižnice seveda vezana na pač organizacijsko enoto, znotraj katere knjižnica deluje in je seveda vezana tudi na strategijo organizacijske enote. Seveda knjižnica ne more imeti zdaj popolnoma nasprotne strategije, ampak seveda znotraj organizacijske enote ima določeno avtonomijo, da pač sama oblikuje svojo pač neko strategijo in svoj razvoj, seveda pa mora biti, kar je pa tudi po mnenju NAKVIS-a, kakovost to ravno, da se v nekem dialogu seveda najde neka skupna strategija, kako se bo knjižnica in kako se bo pač organizacijska enota kot taka razvijala, da pač
ustrezno, da pač nudi ustrezno podporo znanstvenem in raziskovalnem delu, ki ga pač v tej določeni organizacijski enoti izvajajo. Zdaj, ena izmed ugotovitev je bila seveda, da pač eno je, če nekatere stvari zapišemo, drugo pa seveda preverjanje dejanskega stanja na terenu. NAKVIS se z tega zaveda, da pač marsikaj lahko se pač tudi v strategijah, različnih dokumentih zapiše, pa se potem seveda to v praksi ne izvaja. Ravno zaradi tega bo pač to pač stvar, ki jo bojo strokovnjaki NAKVIS-a preverjali na terenu. Mi se seveda vedno trudimo imeti čim bolj kompetentne skupine strokovnjakov, ki pač so, zato tudi pripravljamo take posvete, kjer jim pač predstavimo aktualno dokumentacijo spremembe, ki se na področju visokega šolstva dogajajo. Tako da v bistvu poskušamo jih čim bolj opremiti za delo. Je pa res, da, kot rečeno, papir marsikaj prenese, ampak seveda ob obisku NAKVIS-a se bo pa tudi videlo, kako in kaj. Zdaj, eno vprašanje je bilo tudi glede tega inšpekcijskega nadzora, kdo je dejansko pač zdaj recimo pristojen, mislim, kot ste opozorila, gospa Vovk, to vprašanje je še odprto in ni še popolnoma določeno. Tako, vprašanje še ni čisto, samo majčkeno še ni. Nekatere univerze omogočajo inšpekcijski nadzor, na primer Statut Univerze v Mariboru to omogoča, medtem ko pa druge univerze tega noter nimajo vključenega. Zdaj, zakon o knjižničarstvu ima dve določbi glede nadzora, ne? In sicer strokovni nadzor, to je ene vrste, ki pravi, da za šolske, visokošolske oziroma univerzitetne knjižnice ter specialne na drugih področjih, se pravi in knjižnični informacijski servis, je pristojno Ministrstvo za šolstvo in znanost, za nacionalno splošne in pa specialne knjižnice s področja kulture pa naše ministrstvo, torej za kulturo. Zdaj, kar se pa tiče inšpekcijskega nadzora, pa 59. člen pravi, da inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, torej in na njegovi podlagi izdanih predpisov in drugih aktov izvajajo inšpektorji ministrstva pristojnega za kulturo, razen nadzora nad šolskimi knjižnicami, ki ga izvajajo inšpektorji ministrstva pristojnega za šolstvo. Tako pravi zakon. Okay. No, če ni nadaljnjih vprašanj, bi se vsem udeležencem najlepše zahvalil, še posebej zahvala vsem, ki so predstavili. Verjamem, da bo tudi druga združenja na področju bibliotekarstva organizirala različne posvete o pravilniku. Seveda pač pravilnik je razmeroma nov dokument, zdaj star komaj 3 mesece, tako da bo tudi debata o tem njegovem pomenu in podobno seveda še kako živa in pač tudi v prihodnosti se bo, verjamem, razvila. Še enkrat bi se res najlepše zahvalil vsem, ki ste prisostvovali. Kot rečeno, možna vprašanja lahko naslovite tudi pač na moj elektronski naslov filip.drzenovic@nakvis.si oziroma na info naslov NAKVIS-a, s katerega vam je tudi poslano vabilo, tako da lahko za vsa možna vprašanja, odprte dileme kontaktirate tam. Možno pa seveda pač kontaktirate paneliste na njihove naslove, ki so vam jih posredovali. Tako da jaz bi se na tem mestu iskreno vsem zahvalil. Lep dan še naprej in hvala za udeležbo. Srečno. Hvala. Nasvidenje. Nasvidenje.